Praktično se vsi poznamo, v naši sredi je pa nova mojstrica, to je Branka Lopič. Tako da ostale ste bili več ali manj že na delavnicah, precej od vas tudi že večkrat vodile delavnice, starosta je pa Mara podržaj. Praktično ona bo pa že na četrtih delavnicah. Samo da diši, pa je v redu. Ok, če mi dovolite, jaz bi podal besedo Andreju, da par besed pove v imenu Komisije tehnične kulture. Zdi izjemno pomembno, se pravi, da gre to znanje, ta prenos znanja in izkušenj naprej na sovrstnike, pa morda seveda tudi na mlajše. Nekaj od tega, kar predvsej od tega nam je seveda že uspel. Bi pa tukaj vam sporočil, mislim, bi vam rad povedano mojo ugotovitev, ki je bila verjetno tudi vaša morda. Prejšnji teden smo končali s festivalom za tretje življenjsko obdobje. Veliko od vas je bilo tam prisotnih. In bi vas tako rekel, če bi ne bi bilo tistega našega kotička tam dol, ki ni bil kotiček, ampak je bil kar velik prostor, pa bi rekel, ali bi bil festival, ki je siromašnejši. Tako bi se morali vprašati. Ja, nedvomno. In še nekaj bom povedal. Kar predvsej smo se morali matrati, da smo to nekako spravili pod okrilje te delfinske zgodbe, če bi temu tako rekel. Prej je bilo to drugače. Zdaj smo pa rekli, če smo organizirani, potem organizirano nastopimo. In zato tudi uspeh ni izostal. In seveda mi bi si želeli, da bi to dojeli tudi predsedniki in predsednice društva upokojencev in pa predvsem predsedniki in predsednice OEG-ja, da bi v resnici ugotovili, da je pomembno, da se ukvarjamo s športom pa kulturo. Ampak to je enkratno dejanje, enkrat odpojaš, enkrat odigraš, enkrat odtekmuješ. Tukaj se pa kar nekaj dela, pa kar nekaj ljudi to vidijo. In tukaj, to je področje, s katerim se predsedniki dejansko lahko najbolj hvalijo v občinah, in tudi, kjer lahko na bistveno lažji način pridejo do določenih sredstev, če so kolikor toliko spretni. Ampak to, kar zdaj pravim, ostaja za nalogo novemu vodstvu Zveze društva upokojencev. Raznih izdelkov, ki jih delate doma v svojih društvih, pa drugače je seveda tisto, kar tudi ZDUS podpira. Nekdo se ukvarja športom, en s kulturo, en z ročnimi deli, en s slikarstvom, tisto, kar še mu paše. In tisti treba potem tudi negovati in podpirati. Važno je to, da niso ljudje eni stvari prisiljeni, ampak da to z veseljem prihajajo, ustvarjajo, pa da se družijo in seveda domov prinesejo polno energije med svoje, če jih imajo. To je zelo fajn in po naši moči, se vidite, nekaj denarja se zmeri dobi za podporo, ni ga pa bolj toliko, da bi rekel, da bi lahko kar nekaj kompleksnejše programe lahko tudi sfinancira, tisto pa ni, ker je članarine se malo nabere, to se pravi €0,5 od vsakega člana v Republiki Sloveniji pride sem na ZDUS, v najboljšem slučaju je tole 90 000